Lepo pozdravljeni, ponovno se javljam iz GPML-ja z novim posnetkom, ki bi vam naj pomagal, da nekako lažje prebrodite te čase, ki so pred nami. Kot je že Liljana zadnjič povedala, se spet soočamo s spremembami, na katere se seveda moramo prilagoditi. Imamo sicer nekaj izkušnj iz spomladanske karantene, ampak spet moramo vzpostaviti neko novo ravnovesje in neko novo rutino, kar pa je lahko za nekatere od vas precej stresno. Nekaj časa so neka pravila, potem so spet nova pravila. In vsake taka zadeve ruši našo ravnovesje. Tema, o kateri bi danes rada govorila z vami, je nekako stres, strah, reševanje težav. Potem vas bom vodila skozi kratek PowerPoint, da boste lažje sledili. Mnogi od nas se najdemo v tej levi sličici, kjer dan doživljamo kot neko obremenitev, v drugi strani pa v bistvu hrepenimo po tem, da bi se vzpostavilo neko ravnovesje. Preden gremo na te pojave, bi vas spet opomnila na dejavnike, ki jih je prejšnji teden že omenila Liljana. Sicer se nam zdijo, da vse to že vemo, da ni nič novega, vendar bi vas znova opozorila, da je zelo pomembno, da res pri sebi preverite ali poskrbite za spanje, za hrano, za gibanje, za ustrezno komunikacijo, še posebej, da imate ob sebi nekoga, ki mu res lahko zaupate, ter seveda do neke mere tudi, da si veste organizirati čas. Pri tej zadnji točki bi mogoče omenila sledečo misel oziroma nasvet. Ko si organizirate čas, imejte v mislih. Prvo naredite tisto, kar je res najbolj nujno, potem šele tisto, kar lahko recimo malo počaka. Če se dotaknemo pojma stres, definicij je kar nekaj, tudi če boste malo poklikali po spletu, boste našli fotografije podobna kot je ta. Opredelitve so pa tudi kažejo vse v eni smeri, torej da gre za neko neravnovesje med okoljem in našimi sposobnostmi. Stres je lahko tudi nek način, da se naš organizem spopade s spremembami, lahko pa tudi pojmujemo kot povečano aktivnost našega organizma, da se spopadamo s težavo. Torej, ko rečemo, da smo pod stresom, mi doživljamo, da so zahteve dokaj velike in moramo s povečano močjo delati. Kar je zelo pomembno, je, da pri sebi razčistimo, kaj je vzrok za stres. Zavedati se moramo, stres je posledica nečesa. Stresor pa je dejavnik, ki stres povzroča. Torej, vzrok oziroma stresor je pomembno identificirati, da vemo, kaj je tisti razlog, zakaj mi doživljamo stres. Zdaj, ali je to, ne vem, lahko je za nekoga slab internet in pogosto nima dostopa do spletnih učilnic, do Zooma, lahko so slabi odnosi družine, lahko je neka finančna stiska, lahko je neko spor z neko osebo, karkoli. Torej, pri sebi je ključno, da se zavedamo, kaj je vzrok za stres. Šele takrat se lahko mi začnemo s nekim stresom soočati. Kar je pomembno, da se zavedamo, ko mi neko situacijo doživljamo kot stresno, ponavadi izbiramo med tema dvema situacijami. Ali se s situacijo spopademo, gremo v boj, ali pa se umaknemo, torej rečemo, da gremo v beg. Če mi izberemo beg, potem ponavadi težava ostane ali pa je lahko večja. Če pa gremo v boj, pa je zelo odvisno, na kakšen način. Pri tem, kako se bomo spopadali, je zelo pomembno, da naša čustva niso premočna. Sami vemo, da v nekem močni jezi, močnem strahu težave ne bomo rešili, kot bi mi želeli. In pomembno je, da se zelo dobro zavedamo, kaj v tisti dani situaciji razmišljamo. Tukaj bi vam dala en primer, v katero se tudi med tednom soočate. Naprimer, da je vaš problem, da morate oddati nalogo in vam ne gre oddati, ker je prišlo do izpada elektrike, računalnik se pokvari, povezava šteka, karkoli že. V takem primeru
dobro razmisliti, kaj lahko naredim. Torej, da se osredotočite na rešitev, ne toliko na to, kaj se bo zdaj zgodilo, kaj bo zdaj rekel učitelj, ne? In poskušate razmisliti, kaj lahko naredim, da rekla situacijo rešim ali pa vsaj umilim, ne? Lažje je, ne vem, poklicati sošolca in reči, naj učitelju sporoči, če vi ne morete, obrnete se na razrednika, karkoli že. Vem, da je mogoče ta primer takšen, rekla, vsakdanje in kaj vam zdaj to pomaga, ampak hočem vas samo upozoriti, da tudi v takih, rekla, vsakodnevnih situacijah je pomembno, da poskušamo ostati mirne, vsaj nekoliko, ne. Ker če smo bolj mirne, bolj trezno razmišljamo, bolj so močna čustva, težje bomo tudi rešili težavo, ne. In potem tudi, če mi bolj mirno razmišljamo, tudi prej pridemo do neke rešitve. Tukaj sem vam pripravila par tehnik za umirjanje, ki pridejo prav v navalu nekih močnih čustev, ali jeze, ali strahu, ali občutka nemoči. So čisto preproste vaje dihanja, ki služijo predvsem temu, da vi svoje misli usmerite na dihanje in ne toliko na tisto stresno situacijo. Vsak od nas diha, ker če ne bi nas ne bilo tukaj, ne? In s tem, ko mi štejemo vdihe in izdihe, so naše misli pri dihanju, niso več pri tem, ali oddam nalogo, ali bo učitelj jezen, kaj se bo zdaj zgodilo. In ko to vajo nekaj časa ponavljate, se vi umirite. In ko ste mirni, se boste lažje zbrali in boste lažje neko težavo rešili. Tako, to je ena tehnika, tukaj še druga tehnika, ko se še pa malo bolj zavedate svojega telesa. Ko morate se vi koncentrirati, kam daste roko, kako dihate, ne, se tudi, bi rekla, vaše telo pomiri. Potem pa še bi vam predstavila, tukaj je ena spletna povezava, ki ga je ustvarilo to Društvo za čuječnost, in imate posnete vodene vaje za umiritev. Lahko malo poklikate, pogledate. Vsi ti tukaj so strokovnjaki, ki se s tem tudi ukvarjajo, in imate res vaje, ki vam lahko pomagajo za pomiritev. Sami vemo, da v navalu največjih čustev še nobene težave nismo nikoli rešili, kvečjemu smo jo poslabšali. In vzeti si 5 minut za pomiritev vam potem lahko pomaga, da se s težavo dejansko soočite. Potem pa še bi vam predstavila sledečo zadevo, nekateri mogoče že poznate, ker smo delali pri urah psihologije, za nekatere pa mogoče novo. Nekako si moramo predstavljati, da je naša duševnost in naše delovanje sestavljeno iz teh 4 delov, torej mišljenje, kaj v dani situaciji razmišljamo, katera čustva doživljamo, potem kaj se dogaja z našim telesom, v smislu srčni utrip, dihanje, napetost in tako dalje, in potem seveda sledi neko vedenje. Kaj ima zdaj to veze z vami? Naredite sledeče, zamislite si neko situacijo iz prejšnjega tedna, ki ste jo doživljali kot neprijetno. In pojdite za vsako od navedenih postavk. Naprimer, recimo bom si jaz eno zdaj rekla, da ste pisali test in vam je računalnik se, ne vem, ugasnil oziroma pa ni šlo oddati testa, naprimer, ne. Vaše mišljenje je verjetno bilo, kaj si zdaj učitelj misli, kaj se bo zdaj zgodilo, ali boste zdaj dobili negativno, in to mišljenje je vodilo do čustev, ki so verjetno bila strah, v največji meri, ne vem, mogoče se kdo jezil zaradi računalnika. Vaš srčni utrip se je povečal, hitreje ste dihali, se potili, vedenje je bilo, ne vem, klikanje po računalniku, lahko je kdo udaril, ne vem, računalnik ali karkoli že, lahko je tudi bilo preklinjanje, lahko je bilo jokanje, skratka, ne. Vidimo, da je bil vzrok v mišljenju, torej
kako razmišljamo v dani situaciji, vpliva na vse ostalo. In tudi se moramo zavedati, da dejavnik, ki ga dejansko lahko spremenimo, je mišljenje. Ne moremo spremeniti v telesu pa reči, da srce nehaj tako močno utripati, ali strah izgine, kar na nek način, ampak lahko začnemo tukaj, kjer se tudi vse začelo. Torej, kako razmišljamo v neki dani situaciji. Jaz sem pač zdaj dala ta primer s testom in vi ste si izbrali svoj primer, ki ga res naredite in se res zapišite, katere misli so se pojavile. Kaj zdaj vi imate od tega, to vajo še v bistvu morate narediti enkrat, vendar zdaj morate spremeniti vaše mišljenje. Torej, kako bi situacija potekala, če bi spremenili mišljenje. Torej, imeli smo izhodišče, da vam ne gre oddati testa zaradi težav z računalnikom. Namesto, da razmišljate, konec je, učiteljica nazaj bo jezna na mene, ena dobim in podobno, lahko, vprašate, kaj lahko naredim, lahko kako drugače kontaktiram učiteljico, lahko poslikam test, ga pošljem sošolcu, pa ga mogoče odda, ne. Vem, da zdaj o tem lažje govoriti, kot v dani situaciji razmišljati, ampak če se zavedate, da imate to moč, da na tak način vplivate na vaš potek, je to tudi ena izmed, rekla, možnih rešitev, da lažje rešite neko situacijo. Za konec bi vam mogoče še rekla sledeče. Vsi se soočamo, rekla, z nekimi močnimi čustvi, spremembami, težavami in tako dalje in zavedati se moramo, da težave lahko rešujemo šele, ko se vsaj malce pomirimo, ne. In te vaje, ki sem jih tukaj naštela, bi vam nekako naj pomagale, da se malce lažje s tem soočate. Nekako imejte v mislih, da če vi nekoga prosite za pomoč, to v bistvu pomeni, da greste po moč. Torej, nekoga prositi za pomoč ni neki znak šibkosti, ampak v bistvu se utrdite. In verjamete, da nekoga prositi za pomoč ni znak šibkosti ali kaj podobnega. To bi nekako bilo to. Upam, da vam so nasveti kaj koristili. In potem se naslednji teden spet slišimo z neko drugo temo. Hvala za vašo pozornost.